Devetošolci na osnovni šoli Dravlje so na delavnici Najdi se najprej prisluhnili izkušnji nekdaj obetavnega judoista Luka Plavčaka. Pri 22 letih je skočil v vodo, ki je bila prenizka. Poškodoval si je več vretenc in moral se soočiti z dejstvom, da bo vse življenje invalid. Lahko bi obupal, a z veliko volje, truda in pomoči je v življenju našel nov smisel. To izkušnjo zdaj želi prenesti na mlade. Nobena težava ali problem ni prevelik, da bi človek se zaprl ali odnehal v življenju ali obupal. Naj se ne zapirajo, da pač rabijo pomoč ali imajo težavo, da ne poiščejo. Zelo uspešen tekač na srednje in dolge proge, Vid Botolin, pa je mladim opisal življenje športnika, v katerem je veliko odrekanja, dobre organizacije in discipline. Ni dovolj le dobra telesna pripravljenost, za dober uspeh je treba dobro pripraviti tudi glavo. Imel sem že v bistvu tako izkušnjo, da sem na evropskem prvenstvu prišel kot favorit. Imel sem prvi čas v Evropi takrat in sem na koncu bil šele 6. Z psihologom bi dosegel še boljše rezultate. Takrat bi mi lahko psiholog še kar veliko pomenil. Mladi so razmišljali tudi o tem, kaj najslabše vpliva na njihovo duševno zdravje. Definitivno skrbi šolo zaradi vpisov pa točk. Ljubezen ali pa mogoče tudi šola, ker veliko vpliva. Mogoče si imel predtem veliko zgodb, ki si delil ljudem in pa si mi ful zaupal in pa so te na koncu izdali in je malo težje se spet odpreti. Se velikokrat pač dogaja, da je veliko tesnobe v razredu, sploh če so nerešeni problemi. Razpravljali pa so tudi o tem, kdo ob stiskah lahko pomaga. Na primer socialni delavci. Babice, detki, oni vem, da ful radi poslušajo. Z mami se veliko pogovarjam, pa tudi k psihologu hodim. Če ti na to gledaš kot tabu in si tiho, gre v veliko situacijah se zelo poslabša in to se lahko zelo hitro zgodi. Imam kar nekaj dobrih prijateljev, mogoče tudi na internetu, tam se da veliko dobrih informacij dobiti. Pomoč je lahko tudi spletna platforma najdi.se, kjer so zbrani zapisi strokovnjakov, ki vam lahko pomagajo pri iskanju sebe in raziskovanju vaših občutkov. Na profilu Dušozlom na Instagramu pa si lahko vsak prebere anonimne izpovedi o duševnih težavah mladih in predloge za pomoč.